vse ostaja v družini, ne? In tu se ponavadi skriva ključ do zmage na slovenskih parlamentarnih volitvah. Srce me boli, no, trga se mi. Da slišim to grozo zdaj. Smo komaj izdelali letnik s 3 popravci, ne? Spomnim se najprej od čukov, krokodilčkov v očeh in njene dolge noge, ne? Ma ne moj. Primitivizem. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Je pa to tudi podcast, ki ga napeto čakajo v Mengšu in ki ga bo gotovo analiziral novi državni superračunalnik. Podcast, ki nikomur ne gleda pod krilo in se bori za ustavno pravico do zasebne lastnine, pa čeprav gre za prazna stanovanja. Teden sta zaznamovala bizarni incident predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič in izključitev poslanca Mihe Kordiša iz stranke Levica. Medtem ko je čez lužo ob krizi v Ukrajini Donald Trump našel čas za poziranje svojo novo Teslo, njegov sin Donald Trump mlajši pa za obisk Aleksandra Vučića sredi nemirnega Beograda. Začnemo pa s posnetkom, ki vas je v minulih dneh najbolj razburil. Samo na naših socialnih omrežjih ste si ga ogledali več 10 000-krat. Viralen je namreč postal komentar, v katerem smo vam razkrili, da Golobova vlada v Mengšu načrtuje največje orožarsko podjetje pri nas. Vse to bomo v prihodnje razkrivali tudi na portalu zanima.me, več o tem v prihodnje, v zaključku oddaje. Zdaj gre pa tudi nekaj novih informacij imamo z tega področja, in sicer podjetje Valhalla, ki je imelo še leta 2022 le pičev 1 milijon evrov letnega prometa, so mu kasneje prihodki eksplodirali prav zaradi poslov z aktualno vlado oziroma ministrstvom za obrambo v partnerstvu s Slovenskim državnim holdingom in SDH ter nemškim velikanom Rheinmetall pa v veliki meri postrgalo smetano dodatnih večmilijonskih vlaganj v obrambo, torej teh investicij, ki se zdaj pripravljajo. Pa poglejmo najprej izsek iz prejšnje epizode, ki je tako razburil javnost. Kdo si izbere majhno podjetje v Mengšu, da bo ravno ono from zero to hero od ničle do junaka v 2-3 letih? Ker si izbira politika, se vedno tudi vprašam, kaj ima ta politika ali pa nekdo, ki je na SDH-ju, od tega. Peter, teden dni kasneje se zdi, da bo vprašanje dobilo precej natančen odgovor in zdi se, da so se slutnje v veliki meri tudi uresničile. Posnetek je vzpodbudil insiderje, da so se oglasili z dodatnimi informacijami. In te so zelo sočne, ne? Ja, res je, kot kaže, vse skupaj tesno povezano s 700-milijonskim nakupom 106 novih oklepnikov finske Patrie in tisto, kar najbolj skrbi je, da so odločevalci na strani države, ki naj bi na javnih funkcijah najprej seveda delali v korist javnih financ, kot kaže tudi zasebno močno motivirani za sklenitev tega posla s finsko Patrio. Obstajajo namreč resni indici, da bi se lahko astronomski zaslužki, ki jih prinaša v nadaljevanju dodatno oboroževanje teh oklepnikov, govorimo pa o več 100 milijonih evrov, prelili tudi v njihove zasebne žepe. Zdaj bova videla slovenski javnosti praktično neznanega, zato pa v obrambnih krogih zelo vplivnega Željka Kralja. Gre za generalnega direktorja direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu, po domače šefa službe, kjer se padajo ključne odločitve o nakupih opreme za slovensko vojsko, in načrt o mešanem orožarskem podjetju, pravijo viri, je njegov. No, hitro ga je potem posvojil drugi iz tega posnetka, to je nekdanji državni sekretar Damir Črnčec, zdaj svetovalec uprave SDH, ki kot kaže v posebni strategiji, ki so jo spisali na omenjenem direktoratu, videl hitro tudi svojo čisto osebno ambicijo. Zakaj gre? Ne pozabimo, ukolikor SDH vstopi lastniško v novo podjetje, viri pravijo, da bo Damir Črnčec že v prvi fazi najmanj član nadzornega sveta, če ne še kaj več. In ne pozabimo, gre za podjetje, kot si omenil sam, ki, če bo pogodba s finsko Patrio podpisana, ima garantiran sanjski več kot 300 milijonski posel, saj bo poceni okrog nekje 3 milijone evrov na kupolo, oborožil vseh 106 novih Patrij, medtem pa se za omenjenega Željka Kralja na ministrstvu že govori, da po skoraj 2 desetletjih svojo funkcijo na direktoratu zapušča in postaja, pazi to, direktor novega orožarskega velikana v nastajanju.
vse ostaja v družini, ne bi lahko rekli. Vse in še ključni odgovor na vprašanje, zakaj so za ta posel, pa recimo v orožarskem smislu kar stoletja pri nas izbrali ravno podjetje Valhalla iz Mengša. Razlog naj bi bil preprost, dolgoletni osebni odnos med lastnikom tega podjetja in omenjenim Željkom Kraljem. Vidiš, ne, ko smo se pred meseci spraševali in špekulirali, zakaj neki bi Damir Črnčec recimo šel na SDH, ne, mislim, da se počasi ti odgovori rišejo, oziroma če navežem na ostale dogodke, ki jih bova komentirala ta teden in so rahlo rečeno bizarni, ne, pravzaprav so tisto nekako pesek v oči šel za javnost, da se odvrne pozornost od takih zadev, kjer pa se dejansko obračajo stotine državnih milijonov na račun oziroma v korist, torej kanaliziranje tistih, ki so tej državi recimo ali pa tej vladi posvečeni, ne konkretna imena sva pravkar navedla. In glavni jackpot ni neka plača svetovalca na SDH-ju, pač pa tisto, kar sledi temu obdobju. Zdaj, nenavadno, ne, ali pa nenavadno je, da se posledično ljudje, ko jih sprašujejo, ne, v anketah, kaj si mislijo o oboroževanju, kaj si mislijo o vojski in tako naprej, odzivajo zelo mešano oziroma predvsem bolj proti. Ne. Ta teden je izšla anketa Utrip družbe, ne, ki jo je objavil Inštitut Janeza Evangelista Kreka, ne, kjer so merili tudi odnos do obrambe. Ne. Plebiscitarna večina pravzaprav nasprotuje pošiljanju slovenskih vojakov v Ukrajino. Več kot tistih, ki podpirajo, je tudi tistih, ki nasprotujejo, torej skoraj polovica je tistih, ki nasprotujejo povečanim evropskim vlaganjem v obrambo, medtem ko je rahlo več tistih, ki v Sloveniji se strinjajo z povečanjem vlaganja v obrambne zmogljivosti same Slovenije, pri čemer je indikativno, ne, če pogledamo, torej posle pravzaprav tokrat pelje koalicija, zato da pa se je potrebno dodatno oborožiti oziroma da so potrebna vlaganja v slovensko obrambo, pa je naklonjena tudi opozicija. Torej, kljub temu, da po svoje sta koalicija in opozicija tukaj na istem bregu, ne, čeprav iz različnih morda razlogov, eni bolj zaradi konkretnih milijonov, ki se obračajo, drugi bolj na načelni ravni, je narod praktično razdeljen na polovico, ne, kar pa jaz tudi pripisujem malo temu občutku Slovencev, ne, oziroma propagandi, ki jo zganjajo in razni Mihe Kordiši in podobni, ki se igrajo pravzaprav neko tako imenovano mirovništvo po logiki, dajmo kot majhen otrok zapreti oči in si jih pokriti, ne, in potem bodo nevarnosti, ki so okoli nas, izginile, ne, po tej logiki. Ja, poglej, Levica je v zadnjih 14 dneh oživila tisto retoriko o izstopu celo iz zveze NATO, ne, in se mi zdi, da te rezultati preprosto sledijo tem impulzom po tistih izrednih sestankih v Parizu in Bruslju, ne, na katerih je padla tudi odločitev, da EU z 800 milijardami nekako vendarle podpre svojo obrambno industrijo. Od tam naprej se mi zdi, da so te NATO-skeptični glasovi v slovenski politiki naredili v bistvu zelo veliko ali pa vse, da spodkopljajo tako zaupanje v smiselnost tega dodatnega oboroževanja, kot še bolj, ne, to pa po 3 letih več kot očitno, v svojo sposobnost, da za to poiščejo dodaten denar in v končni fazi, da ga na to transparentno in smotrno zagonijo ali pa porabijo. Pri čemer je tukaj, bi poudaril, da to ni nekaj novega, ne, skratka, ta tako imenovana mirovniška drža, čeprav tukaj težko govorimo o mirovništvu, ne, je prisotna od same osamosvojitve naprej, ne, že pred osamosvojitvijo smo imeli tisto deklaracijo o miru, kjer naj bi se Slovenija tik pred osamosvojitveno vojno razorožila. Danes se mi zdi, da smo priča nečemu podobnemu, ne, torej recimo retorika stranke Levica in recimo njenih odpadnikov še bolj, ne, v smislu nehajmo vlagati v orožje, ne, pri čemer je končno jasno, da je tega časa, ko smo se lahko kot Evropa, kot celota delali, da te nevarnosti ni, ne, in tiščali glavo v pesek, oziroma še enkrat, prav ta primerjava mi je tukaj na mestu, ne, torej majhen otrok, ne, ki zamiži in potem te nevarnosti ni več, ne, torej na tem nivoju se mi zdi, da je večji del slovenske leve politike, ki potem prodaja Slovencem to novo paradigmo, ne, problem je samo, da v Kremlju te nove paradigme nekako ne razumejo. Mislim, da je vrednota, ki je globoko zakoreninjena v slovensko zavest iz časov osamosvajanja, da smo seveda, hvala Bogu, relativno hitro išli iz tiste osamosvojitvene vojne, ne, in da je to nekaj, na čemer v bistvu
temeljita pogled, ki ga odražajo grafi. Ja, pa če smo že pri grafih, poglejmo še na naslednje grafe. Ta teden smo imeli priložnost prvič, se mi zdi, v enem tednu dobiti kar 2 anketi, ki prikazujeta tudi podporo strankam. Prva oziroma zgornja je torej ta utrip družbe, spodnja je Medianina anketa za Delo, pri čemer so nekako razmerja med strankami še kar podobna, sploh med prvima 2. Spodaj je, potem že govorimo običajno o tako majhnih odstotkih, da so lahko tudi določeni premiki levo in desno, ki so pač posledica zaradi majhnega vzorca nekaj glasov. Kar pa zelo bode v oči, pa je tisti zadnji stolpec, oziroma zadnji 3 stolpci v spodnjem primeru, ki kažejo število neopredeljenih. Torej, in tu se ponavadi skriva ključ do zmage na slovenskih parlamentarnih volitvah. Tako je, sicer je res, da tudi ti neopredeljeni še vedno se lahko premislijo, še vedno lahko torej, jih nekaj nagovori v času kampanje, pa vendar je ključno recimo zanimivo videti, kje so te neopredeljeni zdaj. Zakaj je v istem tednu po eni anketi neopredeljenih manj kot 10%, po drugi več kot 30%, torej faktor nekaj čez 3. Razlika je pravzaprav v tem, da ena anketa najprej sprašuje po tem, katere stranke so ti nekako blizu, o katerih razmišljaš, lahko daš najprej več opcij, ker merijo oni tudi, neko največji možen doseg strank, medtem ko Mediana na drugi strani zgolj vpraša eno vprašanje, katero stranko podpirate in je to, in so takrat potem bistveno večjem številu ljudje neopredeljeni. Zakaj pa je to zanimivo? Ker rezultati pa so nekoliko povedni, in sicer tam, kjer je manj neopredeljenih, se povečajo pač rezultati posameznih strank, kar kaže, da so nekateri tako imenovani neopredeljeni v spodnji anketi bližje nekaterim konkretnim drugim strankam, pri čemer se jasno kaže, da imata 2 stranki zelo jasno opredeljeno bazo, to sta SDS in Resnica, kjer je razlike med obema anketama praktično ni. Torej, tisti, ki so neopredeljeni, ne razmišljajo o tem, da bi volili SDS ali Resnico, saj so ti njihovi volivci pač zelo opredeljeni, medtem ko pri nekaterih strankah se celo podvoji. Konkretno, mislim, da gre tukaj za Levico, SD in Novo Slovenijo, in Vesno, kjer grejo ti praktično v podvojene rezultate. Bistveno se približa SDS-u tudi gibanje Svoboda in za približno tretjino se poveča demokratom. Tako da tukaj imajo vse te stranke še kar nekaj manevrskega prostora, ki ga bodo pa seveda mogle izkoristiti in ga ne prepustiti nekemu novemu obrazu, ki bi se recimo Zelo zanimiva analiza, ki si jo naredil, in zanimive ugotovitve, do katerih si prišel. V splošnem bi pa rekel tako, glede na številne metodološke nejasnosti, stran poti, bom rekel direktno nedoslednosti v meritvi Mediane, ki sva jih cel kup razkrivala tudi v nekih preteklih epizodah v najnem podcastu, je poteza te usporedne vsakomesečne raziskave za moje pojme prava. Gre tudi nekako, če gledaš v širšem kontekstu, za odziv na globalne dogodke. Ameriške volitve, ki so do zadnjega namenjale prednost Kamali Harris, so nakazale v bistvu zaton teh velikih tradicionalnih koalicij med medijskimi in velikimi marketinškimi korporacijami in si tudi zapravile velik del zaupanja ljudi. Mislim, da je ta raziskava zgornja Krekovega inštituta ta hip kar najbolj realen prikaz temperature, razmerij moči na domačem političnem parketu. Nekaj dvomov, to bom priznal, imam glede odstotka oziroma zgornjega dosega Resnice Zorana Stevanovića. Kljub zelo spretnemu izkoriščanju digitalnih komunikacijskih kanalov, to se strinjam, ne vem, če je ta tako velik, se mi pa zdi, da bodo bližje parlamentu kot kadarkoli prej. Bistvo, kot praviš, je pa ta razlika v neopredeljenih. Se mi zdi, da Mediana že več kot desetletje v bistvu pelje nekako metodologijo na tak način, da pusti prostor, kar zelo velik prostor za neko veliko zgodbo par tednov pred volitvami, tega smo se kar nagledali. Hkrati pa uveljavljeni manjšim strankam daje tisto trojko spredaj, zato da vzbuja občutek, da morda ne bodo presegli parlamentarnega praga. Medtem ko se mi zdi, da vsi, ki to politiko res bolj natančno spremljamo ali pa spremljate tudi gledalci, čutimo, da tokrat tega naboja ni. Za neko stranko 20-30 plus tega ni, in da lahko karte pred naslednjimi volitvami bolj ali manj
manj resno, premeša samo še en politični faktor, ki ga trenutno v teh enačbah ni, to je ta odločitev Vladimirja Prebiliča levo od sredine, kaj točno se bo zgodilo. Ne? In zdaj tudi, če primerjamo nekako za nazaj raziskave Utrip družbe pa Median in Barometer, ne, ugotovimo, da ta zgornja daje že po 2 mesecih vtis neke večje robustnosti. Skratka, kar smo videli pretekli mesec, se sicer nekoliko, pa vendarle ne preveč spreminja. Ta razmerja so bolj ali manj ukopana. Ne? Ja, sploh, če pogledamo recimo v primerjavi z podporo vladi, ki je, lahko rečemo, na samem dnu, ne, zdaj, če bi uporabil šolsko terminologijo, ne, smo komaj izdelali letnik s 3 popravci, ne, z oceno 2,08 ali nekaj takega. Sam, da bojo počitnice. Da so počitnice. Je podpora strankam koalicije pravzaprav presenetljivo visoka. Ne? Če pogledava, Svoboda je preko polovice svoje podpore iz volitev, ki je bila pač precedenčna. Ne? Levica in Socialni demokrati so pa celo višji ali na podobnem, kot so bili na samih volitvah. Ne? Kar je nekako kaže, pravzaprav se mi zdi, da je ta zabetoniranost v tem bloku, ne, pravzaprav precejšnja in tudi, če ne nastane nek nov projekt, se kaže, da pravzaprav je recimo in Gibanje Svoboda s tem svojim vseobsegajočim pohodom čez institucije in posledično množico ljudi, ki so zdaj službeno vezani na ta mesta, ne, in sama pripadnost temu bloku, ki nekako temelji na tem, da pač je njegov največji dosežek, da na oblasti ni Janez Janša, ne, je nekako še vedno močno zabetonirana in je pravzaprav velik izziv na drugi strani za te manjše projekte, recimo desno od sredine, da z nekim resnim povezovanjem zberejo te glasove, ker pa se, pravzaprav, če se štejemo te odstotke, bližamo tisti večini, nismo še tam, ampak... Veš, kaj se je dejansko na obeh raziskavah, kakorkoli metodologija niha, zgodilo prvič, da če se šteješ SDS, Demokrati, NSI, dobiš več poslanskih mandatov, kot če se šteješ aktualni vladni trojček, se pravi Svoboda, Levica, SD. To je nekaj novega, seveda pa odgovor na vprašanje, ali to že pomeni neko desno-sredinsko vlado, bistveno bolj kompleksen od tega, tudi zaradi notranjih razmer na posameznem polu. Ne? Tako je, ne, sploh, ker se odtegnejo desni glasovi drobiti, ne, pri SLS-u, Fokusu, Glasu upokojencev in še komu. Ja. Ne, na drugi strani pa imamo, recimo, ne, zdaj 5 poslancev se nakazuje stranki Vesna, ki se pa namerava oziroma razmišljajo tudi o združitvi, menda nekje do konca aprila se bodo izjasnili, ali se nameravajo združiti s stranko Levica. Tako da tukaj kar nekaj zanimivosti še bo. Ne? Zdaj, ko praviš ukopanost blokov, pa da se to ne spreminja kaj dosti, zakaj? Ker so se očitno volivci med drugim skoraj že praktično navadili ali pa postali imuni tudi na ekscese, ki jih zdaj že skoraj dnevno spremljamo, predvsem v Državnem zboru. Ne? In da je funkcija predsednice Državnega zbora padla na dno, je ta teden seveda poskrbela kdo drug kot naša zimzelena Urška Klakočar Zupančič, ki je očitno izjemno osebno vzela par dni staro izjavo poslanca NSI, Aleksandra Reberška, da v glavno dvorano Državnega zbora vedno vstopa zelo pompozno, veličastno, mislim, da se je izrazil, na kar pa se je predsednica Državnega zbora odzvala z dvigovanjem krila in razkazovanjem nog. Poglejmo to še enkrat. Ona je prišla izza mojega hrbta in je rekla: "Le, Reberšek, poglej ta pompozen prihod", in potem je naredila tisto, kar pač je naredila. Reberšek se je ob tem obrnil stran, nekaj v bližini prisotnih poslancev je začudeno pogledalo, predsednica pa je odkorakala do svojega stolčka. V bistvu sem bil na nek način zelo šokiran, kaj ne rečem. Ob neprimernem času in na neprimernem kraju sem se sarkastično odzvala. Kaj bi mi brez Urške Klakočar Zupančič, mislim, da je bila politika pol bolj dolgočasno, čeprav mi je pa srce me boli, no. Trga se mi, kako nizko je padla funkcija predsednika oziroma predsednice Državnega zbora. To je, pozor, ne, če se ljudje tega zavedajo, ne, po ustavi je to druga najvišja funkcija v državi. Ne. Ta človek v primeru, da se prvemu operativcu, predsedniku vlade, kaj zgodi, vlada državi v vmesnem času. Ja, in zdaj, če smo že ob njenem nastopu spremljali tisto sago z rdečimi čevlji in jih povezovali s kakšnimi, bom rekel, malo manj spoštovanimi poklici, ne, se mi zdi prav
žalostno, da je sama pravzaprav dodatno namignila, ne, ravno v to smer, ne, ker kdo drug pa vendarle bi na tak način dvigoval krilo. Ampak poglej, Reberšek v bistvu ni povedal čisto nič novega. Spomnimo se vsi državne proslave zelo na začetku mandata leta 2022, dan državnosti, UKZ, takoj na začetku mandata vehementno prileti na rdečo preprogo na Kongresnem trgu, maha na vse strani kot neka pop ali pa nogometna zvezdnica. Hočem reči, nanizal je v bistvu poslanec NSI samo en nov primer, kako močno je Klakočar Zupančičeva zgradila svojo samopodobo in identiteto okoli te svoje funkcije. Zdaj, reakcija v slogu pariškega kabareja, veš, da na Cancunu dvigujejo tisto nogo in krilo, pa kaj ne rečem. Spomnim se najprej od čukov krokodilčkov v očeh in njene dolge noge. To provokativno dvigovanje krila in razkazovanje nog nima po mojem predvsem nikakršne zveze z bojem za žensko stvar. To je tista prva zadeva, ki jo vedno Urška Klakočar Zupančič omeni, ko zavije svoje neprimerno ekscentrično vedenje. Če kaj, po mojem osebnem mnenju, je s to svojo gesto v bistvu ona sama zreducirala žensko, ki ima realen vpliv, ki je druga po poziciji v državi, na kos mesa ali pa če hočeš na par nekih dolgih nog, ironično, neposredno po mednarodnem dnevu žena, po 8. marcu. Zato jaz osebno mislim, da vsaka ženska, ki res kaj da na žensko stvar in se ima za emancipirano, bi mogla prva protestirati proti takšnemu početju. To je ravno nasprotje tega, ker pravzaprav 8. marc in tudi izjave Urške Klakočar Zupančič grejo v smer, ženske nismo zgolj nek objekt poželenja, nek dodatek, ki si ga moški umisli za to, da mu kuha in streže, ampak so samostojne osebnosti, in ona, ki ima to priložnost, sama sebe ponižuje dobesedno na to raven, ki naj ne bi bila, in tem to ona sama označi, češ, to je bila moja sarkastična poteza. Zdaj se pa tukaj malo stavlja. Šel sem pogledat, rad grem v bistvu v podobnih situacijah, kdaj nazaj na osnove pogledat CSKJ, Slovar slovenskega knjižnega jezika. Kaj pravi o sarkazmu? Citiram, gre za vrsto izražanja, pri katerem nekdo na videz pohvali nekoga in mu izrazi podporo, v resnici pa ironično izraža posmeh ali kritiko. Oprosti, zdaj, če to kdo vidi v tej gesti, lahko. Jaz tega v tej gesti nisem nikakor prepoznal in mislim, da to nima nikakršne veze s sarkazmom. Sem pa prepoznal početje v naslednji definiciji, spet citiram, nerazvitost v kulturnem, civilizacijskem ali duhovnem pogledu, pomankanje omike, grobosti, neotesanosti in veš, kaj je to? Na ta način SSKJ definira primitivizem. Ja, težko bi se drugače označil to dejanje kot primitivizem, tako da očitno tudi pri tem pojasnjevanju ima Urška Klakočar Zupančič težave tudi z razumevanjem besed v slovenskem jeziku, pa ni prvič, spomnimo se, da je imel tudi premier Golob recimo težave z razumevanjem dvojine, ko je šlo za neke izgovore in se potem tukaj na slovenščino poskušali izgovarjati, pri čemer je to povsem nesmiselno, ob tem bi pa dodal, ko smo že ravno pri 8. marcu. In ravno takšno dejanje, kot je Urška Klakočar Zupančič, oziroma na drugi strani se mi, da je to kar vsaj mentalno nekako povezano. Torej ta inštitut spol.si oziroma ekipa Rdeče zore, kot se imenujejo, ki vsako leto izbirajo to famozno najbolj seksistično izjavo leta, ki jo imenujejo Bodeča neža, kjer smo iz leta v leto priča bolj bizarnim izborom, pa ne v smislu, da so te izjave bizarne, pravzaprav zmagujejo neke benigne izjave, ki opozarjajo na neke družbene težave in pravzaprav nimajo ničesar proti ženskam. V tej izjavi, ki je bila letos zmagovalna, torej najbolj seksistična izjava leta, ob vsem seksizmih, ki smo jih sicer lahko v družbi slišali, pa nekateri niti niso bili nominirani, kaj šele, da bi prišli v ožji izbor. Ob 8. marcu ne znam drugače reči kot zafrustrirane ženske, izberejo, da jih je najbolj razkuril vodja, mislim, da katedre na pedagoški fakulteti, ki je zelo previdno opozoril, da je pač slovenska šola feminizirana in da se pač fantje v njej dolgočasijo, ker malo bolj pomeri deklic kot dečkov. Ker je pač enostavno šolski sistem tak. Da slišim to grozo zdaj. Torej naša šola, če mi dovolite to rahlo nesramno
nesramnost, ne, že tukaj se on opravičuje nazaj, ne, je narejena dekliško, ne, pričakujemo, da se bodo fantje usedli, tako kot kakšna marljiva deklica, upam, da ne zveni preveč stereotipno, pa vendar še eno opravičilo v bistvu, ne. In potem še, da ne bova cele zdaj brala, no, se mi zdi, da ne, enostavno opozori, da pač nekih bralnih interesov tukaj fantje pač na tak način nimajo in da jim manjka morda nekih izzivov, ne, ki so pač fantom bolj pisani na kožo, utemeljitev, ne, pa potem pravijo, ne, češ, da ženske ne, niso, da deklice pač nimajo kao istih izzivov, ne, oziroma da je šolski sistem preveč dekliški in da so za fante potrebne prilagoditve, ne, kar naj bi bilo posledica feminiziranega šolskega okolja, kar je dejstvo, vemo, da je več kot 90% učiteljic in vzgojiteljic žensk. Ne, in ne, kao, da so samo fantje po tej logiki naravno pametni in ustvarjalni, ki so zaradi tega deklice marljive. Ne. To je res Poglej, smešno. Če iščeš razlog, da tukaj vidiš noter v tem seksizem, ga seveda poiščeš, najdeš, ampak jaz vidim v tem traktatu, ki roko na srce, precej dolgočasen v bistvu, precej neka dolgočasna analiza nekega profesorja. Vidim toliko seksizma, kot na drugi strani v dejanjih, v dvigovanju krila od Urške Klakočar Zupančič vidim obrambe nekih ženskih pravic, naprimer. Ja, prav nič. Ne. Oziroma, če smo ironični, ne, ko je komik Marko Žerjal delal pač roast teh bodeče neže, ne, mu je bila ta izjava, preden je to delo prej je bila izbrana za vodilno, ne, ker so bile že prej nominirane, je bila ta izjava tako dolgočasna, da je sploh ni vključil v izbor. No, evo. Tako da ja, je pa toliko bolj zanimivo poskusil recimo javnost ta teden animirati, ne, naš predsednik vlade. Ali ker v dvojini rečeva, da sta spet poskusila. Sta poskusila, mi to razumeva dvojino. Ne. Pričemer se zdi, da je vladi tako zelo zmanjkuje nekih realnih rezultatov, da potem iz nekih pač manjših lepih novic ne, delajo totalen pompozen šov. Ne. Poglejmo si, kako je to potekalo. Ne. Slovenija je na razpisu za evropska sredstva za superračunalnik in tovarno umetne inteligence med vsemi prijavitelji dosegla najvišje število točk. Skratka, predsednik vlade v ponedeljek zvečer na socialnih omrežjih zapiše, da bo v torek okoli 12. z javnostjo delil odlično novico. V njegovem kabinetu pa ob tem dramatično, kot sva pokazala, uporabijo celo odštevalnik časa, da objave te skrivnostne informacije in ok, to, kar smo zdaj slišali, ne. V bistvu se lahko seveda v načelu strinjava, gre za dobro novico, lepo, da se kljub povsem neoperativnemu ministrstvu za digitalizacijo, zgodbam o laptopih in ne vem kaj za 7 milijonov ukvarjamo tudi s področjem umetne inteligence in sledimo svetovnemu trendu, ampak dajmo zdaj pogledati malo bolj za hip skozi oči navadnega tipičnega državljana. Kaj smo izvedeli? Izvedeli smo skozi medije, da bo država s tem dobila približno 75 milijonov evrov za nakup zmogljivega superračunalnika, ki sicer stane 150 milijonov, se pravi druga polovica se vendarle pokriva iz državnega proračuna, ob tem pa naj bi bilo na to investicijo vezanih nekaj 10 delovnih mest novih in to za zelo nišne strokovne vrhunske kadre na nekih naravoslovnih v glavnem področjih. V drobnem tisku smo potem lahko prebrali še, da gre za tehnologijo, ki bo zdržala naslednjih 5 do 7 let, ne naslednjih 20 ali pa 30, ne, ko bo temu superračunalniku Vega 2 preprosto potekla garancija. Zdaj, še enkrat, super, vse lepo in prav, ampak za tipičnega državljana se zaradi vsega tega pompa življenje ne spremeni, ampak popolnoma nič. Ne na slabše, ne na bolje, ne. Na koncu nam pa po črtu ostane ta nek komunikacijski populizem, ki spet močno diši po pristopih Tine Gaber, in za katerega je značilno to neko poceni zbujanje in iskanje pozornosti. Ja, če dodamo še to, ne, da se pač spet vlagajo državni desetine milijonov, ne, kjer je spet, jaz vsakič, ko ta vlada nekam vlaga desetine milijonov, vprašam, kaj točno se bo zgodilo, ja, oziroma to. Ne, in po drugi strani, ne, hkrati delo teh vrhunskih strokovnjakov tako zelo obdavčimo, da če jih ne plačuje država, ne, ker bo spet šlo verjetno za, pač se bi tako vrnilo to v proračun, ne, zasebnik enostavno tega ne more delati, ker je pač delo takšnih strokovnjakov preveč obdavčeno. Torej, mi bi lahko zgolj z
z nekimi enostavnimi rešitvami razbremenitev, davčnih in administrativnih zagotovili take stvari tudi v privatnem sektorju, pa tega enostavno ne moremo, ker so pač davki previsoki in potem pač država vsake toliko nekaj naredi in to pompozno najavi, češ, da to je pa zdaj, rekel, rešitev. Veš, kaj mene dodatno najbolj zabavalo pri tem pristopu, da je pojasnilo pred kabineta predsednika vlade šlo, da so se za takšno komunikacijsko strategijo odločili sami in da pri tem ni sodelovala nobena večja komunikacijska agencija, mislim, z vsem spoštovanjem. Pod kaj takega se prvič noben resen, ki se z marketingom ukvarja, ne bi upal podpisati in tudi, če bi kdo sodeloval od njih pri tem, bi bilo veliko bolje, da tega javnost nikoli ne izve. Plus točke pa malo za duhovitost opoziciji, ki je v vmesnem času, ko smo čakali na ta veliki pok, špekulirala, ali ni morda to odstop predsednika vlade. Ne? Ja, oziroma po drugi strani, kot da bi najavili mir v Ukrajini. Če smo že pri koaliciji, ne moreva mimo stranke Levica, ki zdaj dokončno uradno razpada, bi lahko rekli, ta teden so izključili dokončno že prej zamrznjenega in v oslovsko klop predstavljenega Miho Kordiša, tistega radikalnega poslanca, ki se nekako ni vklopil v vladno delovanje stranke Levica. Dikcija, zakaj nastopal je razdiralno in javno blatil stranko in svoje zdaj že nekdanje strankarske kolege, tako me malo spomne na tisti delikt zoper lik in delo v prejšnji državi. V bistvu, Tako nekako, pri čemer je treba priznati, da Miha Kordiš pač je tudi nekoliko robat, neolikan in zelo oster, in da pravzaprav stranka, ne vem, koga ga bo zares pogrešala, morda bo bolj pogrešala rekel dobršen del stranke. Kordiš namreč napoveduje, da bo z njim šlo še približno 500 članov, ki naj bi bili torej podporniki tega njegovega levega krila. Nataša Sukič, Poglejva. Vodstvo te stranke je izbralo pot premika na sredino, zaradi tega, ker vidijo na ta način možnost lastnega političnega preživetja in kariernega vzpona. Leva stranka, ki spusti praktično vsa svoja načela samo zato, da se drži na oblasti, je stranka, ki je nihče ne potrebuje. Zakaj pa smo pravzaprav v tej koaliciji? Ne zato, da bi se sredinili, ampak zato, da udejanimo vsaj kaj iz našega programa, da ljudem konkretno udejanimo nekaj. In 251 milijonov za stanovanje je pač dovolj dober razlog, da še vztrajamo. Dviguje se revščina, dvigujejo se najemnine, dvigujejo se čakalne vrste za zdravnika, prav tako se dvigujejo tudi dobički, bogatstvo najbogatejših. Veste, kaj se pa ne dviguje? Kupna moč naroda. Govoriti znamo vsi. Mi smo to govorili 8 let v opoziciji in lahko bi še 4 leta dalje govorili v opoziciji in igrali veliko načelnost in čiste duše. Ampak pač šli smo v koalicijo in ti si se takrat s tem strinjal in ne moramo zdaj kar odvihrati ven iz koalicije, jo razrušiti, zato ker nam pač nekaj ne paše. Marsikaj nam ne paše. Čiste duše, Peter. Najprej bi jaz čisto vsebinsko polemiziral s to trditvijo Mihe Kordiša, da se je Levica odločila za pot v sredino. Mislim, če je to sredina, ni nobena skrivnost, poglej, da državo vodi stranka, ki nima programa. Govorim seveda o Gibanju Svoboda, tudi po 3 letih mandata jaz ne vidim nobenih programskih nastavkov pri njih in vse, kar za moje pojme ta koalicija izvaja programsko, je iz programa najmanjše vladne stranke in to je Levica. Postavljam tezo, da imamo zagotovo najbolj radikalno levo vlado v zgodovini samostojne Slovenije, vlado, ki na eni strani recimo vse možne razvojne izzive nagovarja z višjimi obstoječimi ali pa povsem novimi davki, ki potem to uničevanje podjetništva in razgradnjo srednjega sloja vedno opravičuje z nekim domnevnim vzdrževanjem sicer katastrofalno slabih javnih storitev, socialnega skrbstva, zdravstva, vedno bolj razrušenega slovenskega šolstva. Vodimo zunanjo politiko, bom rekel, neuvrščenih. Se postavljamo za Palestino, posvajamo gorile po Afriki in tako naprej. Hodimo v Libanon in Sirijo. Tako, lahko bi našteval še zelo dolgo, tako da sta stranka Levica in ta vladna koalicija kot celota seveda zelo daleč od kakšne sredine, če ne imamo povsem porušen ta koordinatni sistem. Obrtniki, podjetniki, normirani SP-ji, zdravniki, ful dolg je ta seznam razrednih sovražnikov, ki jih je oblikovala ta koalicija in samo še to, na temo sredinskosti, poglej samo to zdravstveno reformo,
reformo. Včeraj so se na odboru za zdravstvo znašla dopolnila reformi, dopolnila vladna koalicija in eno se mi zdi, oprosti, pa povsem nemogoče, od zasebnih izvajalcev javnih zavodov, javnih storitev namreč zahtevajo, da delujejo nepridobitno. Enako kot javne bolnišnice, kot zavodi v državni lasti, kar v praksi pomeni, da zakon ne samo prepoveduje koncesionarju, da te dobičke, ki jih ustvari, izplača in razdeli, prepoveduje tudi, da razmišlja in sledi temu cilju dobičkonosnosti in ta teden smo lahko, zanimivo, ravno zdaj, ko se to sprejema, na enem provladnem portalu, ki mu na tem mestu niti ne bi delal prav velike reklame, brali zgodbo o hudobnem lastniku zasebne klinike, ki si je drznil iz svojega zasebnega podjetja izplačati milijonski dobiček, in največje žrtve te ideologije so na koncu seveda kdo? Pacienti. Ja, pri čemer bi se nazaj navezal. Zdaj, ta sredinskost levice je ironična, ker levica se ni spremenila. Se je pa tekom tega mandata, se mi zdi, pač koncept ljudi, razmišljanje ljudi premaknilo proti levi, ker se pač normalizira te skrajno leve rešitve, ki vodijo v propad, in potem Miha Kordiš govori o povečanju revščine, o dvigih najemnin in tako naprej. Ja, seveda, to se je vse zgodilo in se je še bolj zgodilo ravno zaradi te politike, ki jo vodi stranka Levica v vladi, oziroma pač celotna vlada po diktatu Levice, ker je pač Levica edina stranka, ki v tej vladi resno izvaja nek svoj program. In njegova rešitev pravzaprav je pa še dodaten strup, bi rekel, torej klin se s klinom zbija, očitno po njegovem. Skratka, on bi nas špelal v še bolj globok socializem in to ne bi bila torej ta njegova rešitev za to revščino, kar je ironično. Je pa treba priznati recimo Nataši Sukič, da res je, mislim, da je povedala v tem intervjuju več, kot je želela povedati, in sicer kot prvo, da so igrali čiste duše, to je prva stvar, ker očitno je to... V bistvu so desetletje do vstopa v koalicijo igrali čiste duše. In drugo razlog, zakaj je vredno ostati v koaliciji, pa je torej spet tistih 250 ali koliko milijonov. Skratka, državni milijoni so tisti, ki držijo to koalicijo skupaj. Pazi, zdaj razlog, da zaradi 256 milijonov za stanovanjsko politiko ostajajo v tej Golobovi koaliciji, je seveda blef. Robert Golob je bil nenazadnje pred dnevi v parlamentu, ko je odgovarjal poslancem ujet na laži, ko je rekel, da vlada uresničuje obljubo o začetku gradnje famoznih 2000 neprofitnih stanovanj še letos in potem je žurnal, kolegi na žurnalu so šli pogledat, da stanovanjski sklad letos začenja graditi 226, se pravi dobrih 10% tega stanovanj in če k temu zelo velikodušno prištejemo še občinske sklade, ki gradijo, potem se letos začne graditi okoli 700 stanovanj vsega skupaj, pa tudi sicer, če gledamo do leta 2030, pridemo do številke 1934 stanovanj. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa zdaj ugotavlja, citiram, da gre za dolgotrajen proces in da pri tem ni čarobne paličice. Je pa čarobna paličica pri razgradnjah, že prej omenjenega zdravstvenega sistema, ko pravzaprav se tukaj res pod to levičarsko, skrajno levičarsko vlado pelje dobesedno v razgradnjo in se mi zdi, da so zdaj pravzaprav, tako kot smo napovedovali, ne vem, če se spomniš, ampak tam po volitvah smo nekako pravilno ocenili prvo leto in pol do 2, se bodo povsem novi poslanci, ki jih je večina v tem državnem zboru, posebej v koaliciji, nekako lovili in ugotavljali, kako stvari potekajo in potem nekje v zadnjem letu začeli masovno izvajati neke zakonske predloge, ki se kot po tekočem traku zdaj sprejemajo, ko bodo ugotovili, da se pravzaprav bližajo volitve in da so nekako po 3 letih spoznali, kako funkcionira državni zbor. Ja, poglej, še na tole bi rekel strateška napaka Levice, da so se sploh prišli soočati. Zdi se mi, da od javne konfrontacije z Miho Kordišem si ne more nihče obetati ničesar. Ne Miha, morda, ravno on še največ, da odščipne tisti 1% za javno financiranje in pač vsaj gmotno, materialno, če že ne politično preživi. Sukičeva pri Slaku je sicer govorila, da gre 5 ljudi zaradi Kordiša iz stranke in da ga ne jemljajo kot resno konkurenco, vendar le že dejstvo, da so prišli in se tam 15 minut žolčno pogovarjali, kaže drugače, da se ga malo bojijo in dojemajo kot konkurenco. Rekel bi pa tako, ne vidim, kljub temu, da se mi zdi, in to že nekaj časa govoriva, da bo Janez Janša zmagovalec prihodnjih volitev, ne vidim na oblasti SDS-a oziroma neke velike desno-sredinske koalicije, tudi iz kakšnih drugih razlogov, ker se tudi na tej strani delajo strateške napake. Videla bova zdaj eno plakatno akcijo. Poglej,
plakati, karkoli že sporočajo, mislim, da ne dobivajo volitev. To šolo smo v Sloveniji že kar nekajkrat vzeli. Sploh pa plakati, ki niso v tem primeru namenjeni komunikaciji lastnega programa, ampak v bistvu nagovarjajo volivca z negativno komunikacijo, ne, proti političnemu tekmecu. Levica jim potem odgovarja z kazensko ovadbo za tiste plakate, na katerih je umetnica Maja Smrekar med dojenjem psa, s katero je prišla do nagrade Prešernovega sklada in do dodatka kar velikega k pokojnini. Ne. Kar pa je zanimivo še omeniti pri teh skrajnih robovih slovenskega političnega prostora, pa je, da Asta Vrečko, ko sva že pri Levici, 5 minut pred 12, zdaj daje v hladilnik, v zmrzovalnik medijsko zakonodajo. Uradni razlog je, pazi, ravno drugače, kot poslušamo že tedne in mesece, da bojo zdaj zakon skušali uskladiti z vsemi deležniki, ki so nanj podali, moraš misliti, pripombe. Med drugim Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki opozarja, ne, da bi lahko tam, kjer sankcionira sovražni govor, prekomerno posegal v ustavno pravico do svobode govora. Ne? Ma ne moj. Ja. Se pravi, to, kar opozarjamo vsi že dolgo časa, ampak očitno je nekdo ta prav opozoril, da so se ustrašili in vendarle dali to zadevo na hladno. Ne, glede teh plakatov bi opozoril še to, no, skratka, gre za izrazito negativno, ne, torej SDS sicer upravičeno opozarja, ampak tukaj si mi preveč nekako vidim to primerjavo z Viktorjem Orbanom, še sama ikonografija plakatov se mi zdi zelo podobna tistim, ki smo jih lahko pred nekaj leti spremljali v Budimpešti. Da vizualiziraš sovražnika na velikem plakatu. V bistvu, ne. Mislim, da to nekaj širšega nagovarjanja, mislim, da smo Slovenci trenutno v hudi žeji po neki pozitivni zgodbi, po nekem upanju. Mislim, da to upanja ne daje, mi je pa recimo ironično, ne, da greš vlagati kazensko ovadbo zaradi kraje umetniškega dela. Če že bi to morala umetnica sama. Ne? Če že, ne, oziroma itak so bile te fotografije javno objavljene povsod, ko je bila, ne, torej tukaj ne gre za krajo umetniškega dela, ampak za opozarjanje, ne, da je pravzaprav ta umetnost izrazito pač bizarna. Konec koncev, po definiciji sploh nagrajena umetniška dela, ki se zapišejo nekam v zgodovino, gredo nekako v skupno dobro, ne, so v bistvu neka narodova last, tako da tukaj kakšna kraja, to mislim, da ne bo uspelo. To je namenjeno temu dnevnemu političnemu cirkusu, kar se pa tiče umika te medijske zakonodaje, s katero so najprej šli kot valjar, ne, v proceduro, pa se mi zdi, da ravno zato umikajo v resnici, ker se bojijo še kakšnega referenduma. Ta, ne, na medijski zakon bi pa morda dejansko bolj aktiviral ta desno-sredinski del volivcev. Ja, no, se bomo videli, kaj bo naredil ta že na pokojninah, ki so pokojnine nekako simbolično pomembne, ne majhnemu delu ljudi. Ne, bi pa recimo tukaj, ne, skratka, gre po eni strani, ne, pokojnine, po drugi strani se politizira umetnost, ne, že samo s temi podelitvami nagrad nekaterih, kot je bila ta omenjena, in temi bizarnostmi se torej posega v umetnost. In zdaj pa še na enem področju, ki je Slovencem tudi sveta, ne, to so pa naša stanovanja oziroma naše nepremičnine, ne, kjer bi zdaj želeli torej vladajoči, ne, bistveno omejiti možnosti, kaj lahko mi stanovanji, ki jih imamo v lasti, počnemo. Ne, konkretno pa ta zadeva bistveno prizadane ne spet nek visok razred, ne, ki kupuje pač neka draga stanovanja kot investicijo v, ne vem, Šelenburgu ali pa Šumiju, ne, ampak morda tiste posameznike, ki so nekako našparali, kupili morda drugo nepremičnino in bi jo želeli oddajati v kratkoročni najem, kar je pač tudi njihova pravica. Srednji razred, dobesedno. Ne, kar je njihova pravica in tukaj se pa pojavljajo izjemne omejitve, kdaj bi to lahko počeli. Ne? 60 dni na leto, kot bova videla pa v Ljubljani celo točno določeno, katerih 60 dni na leto. Ne? Skratka, očitno ljubljanskega župana skrbi, da bi njegovim prijateljem, ki imajo v lasti hotele, ne, večina, mislim, dobršen del hotelov v Ljubljani je pač v srbski lasti, ne, in vemo, da je sicer poleti v Ljubljani največ gostov, ne, medtem ko je pač ta sezona nižja, bolj recimo neugodna, ampak poglejmo, ne. Pustite, da ne ogovarjamo, vendar je treba regulacijo drugače zapeljati. Ne na tak način, da se odreže krila. No, komu se bo morda res odrezalo krila, se opravičujem za to. Tudi to utegne biti stranski učinek tega. Naj pa vendar spomnim, da to počnemo zato, da stanovanja vrnemo tistemu namenu, za katerega so bila zgrajena, trajnim oblikam bivanja. Zakon se pripravlja popolnoma brez udeležbe sobodajalcev. Dajte še enkrat premisliti. Prijete na sestanek ali ne? Z veseljem. Mi smo že takoj povedali, da mi s tem soglašamo, da bomo to spoštovali
in da bomo v bistvu ta 2 meseca določili v Ljubljani julij pa avgust. Ostali čas v Ljubljani ne bo dovoljen. Glej, jaz sem osebno res v principu zelo občutljiv na to, ko želi politika poseči v pravico posameznika, konec koncev mojo do zasebne lastnine. Razumem, kaj je namen zakonodajalca, ki v principu ni slab, torej vplivati na trg v smeri bolj dolgoročnih najemov, morda malenkost tudi nižjih cen, turisti jih seveda v poletnih mesecih kar pregrejejo te cene, ne? Ocenjujem pa, da je zakon precej radikalen. Najprej, 2 meseca na leto se mi zdi res radikalno, kaj šele potem, kot pravi ljubljanski šerif Zoki, ne? Da se je že kar odločil, da sta to v Ljubljani konkretno samo julij in avgust. Ne? To se mi zdi res prehud poseg v pravico lastnika in se sprašujem resno, ali je naslednji korak, da mi ta država ali pa moja občina kar vzameta, nacionalizirata mojo nepremičnino, če bodo pač ocenili, da jo rabijo nekje drugje. Ne? Ja, ne vem. Ja. Tako se zdi, ne, da pač enostavno gre spet v to hard, ne, to težko, trdo socialistično smer, ne, tako imenovane sredinska vlada, ne, če bi rekel po logiki Mihe Kordiša, ki je korak od nacionalizacije. Glej, še en nesmisel, ne. 3/4 stanovalcev v nekem bloku se mora po novem strinjati s tem, da boš ti imel pač booking Airbnb goste v svojem stanovanju, ne. S tem se mi zdi, da ne počnejo pa nič drugega, kot da silijo ljudi, da tega uradno ne prijavljajo, da ne bojo hodili od vrat do vrat po te podpise, ker je to totalen nonsens, ne. Podobno poglej kot pri nepremičninskem davku, kjer nekako ni nihče pomislil na to, da bodo lastniki strošek, ne, ki jim bo odpadel na davek, pač preprosto preselili v še višje cene za svoje najemnike. Ne? Ja, in še ena stvar, ki je niso opazili pri nepremičninskem davku, je to, da so recimo marsikdaj po dedovanjih ljudje, lastniki pač nekega deleža, neke hiše, ne, neke tretjine, četrtine, desetine hiše, ki so jo podedovali po recimo neki babici ali starših, ne, v kateri potem ne morejo živeti ali pa živi nekdo drug, ne, hkrati pa bi morali recimo za to četrtino hiše plačevati davek. Ne, spet smo tukaj pri teh nesmislih, kot s katerimi se pa v zadnjem letu pred volitvami dobesedno z grlom v jagode tišči, ne, ker poglej, nasmejalo me je, v ponedeljek imajo vrh koalicije in pazi, 3 točke dnevnega reda, zdravstvena reforma, pokojninska reforma, stanovanja za mlade, ja pa halo, to zveni, kot da smo komaj po nastopu funkcije oziroma da se je mandat šele začel. To je zadnje leto pred volitvami, na drugi strani se pa operativna blokada te koalicije, seveda še s predsednico republike zraven, kaže pri tem, da so ta teden pa priznali, da pri varuhu nihče od kandidatov za človekove pravice nima 60 glasov in da posledično tudi z guvernerjem ne bo šlo, ker si je pač predsednica to zamislila kot nek vezan posel. Ne? Ja, ob tem pa dodajmo še to, ne, da te reforme, ki jih prodajajo kot reforme, ne, skratka, zdravstvena stanovanja ne, in pokojninska, to bodo zdaj flagship reforme, s katerimi bodo šli na volitve, rekli bodo... Da jih na plakatu pokažejo. Ja, rekli v bistvu, bodo, evo, lejte, kaj smo naredili, pri čemer so to reforme, ki bodo zavozile vse 3 sisteme katastrofalno, ne, ampak se bo to videlo šele po volitvah in ker se bo to videlo šele po volitvah, bodo oni lahko na volitve šli z floskulo, češ, lejte, 3 reforme, ki jih prej 30 let nihče ni uspel speljati, smo speljali, in dejte nas volj še enkrat, ne, in ljudje seveda pa utegnejo temu tudi nasesti, ne, pri čemer je pa jasno, da te reforme, ne, se ne delajo v zadnjih mesecih mandata, ampak v prvih, kot to počne čez lužo. Si mi vzel z jezika, ja. Tudi on gre z grlom v jagode. Slovenski zet, ne, ampak gre vsaj v prvih tednih mandata, ne, in vsaj tiste stvari, ki jih je obljubil, je torej začel delati. Zdaj je pa res, da ko pa smo pri Donaldu Trumpu, ne, marsikaj pa nas prime za glavo. Ne. S temi carinami, ta carinska vojna je že ušla kontroli, ne, že The Economist piše v svoji zadnji izdaji o obdobju med letoma 29 in 32 prejšnjega stoletja, ko je zaradi visokih uvoznih dajatev popolnoma razpadel ta mednarodni trgovinski sistem, potem je to pripeljalo do napetosti, ki so šle v smeri druge svetovne vojne in glej, vsi že vračajo udarec. Kitajska je najprej verbalno napovedala proti carine, potem je uradno se oglasila von der Leyenova, Evropska unija, Kanada, vsi ne, so že na okopih. Medtem, ne, ko ima še nerešeno, še vedno nerešeno to, ker je rekel 5 minut pa bomo v Ukrajini rešili vojno, ne, to ima nerešeno. Donald Trump kupuje rdečo Teslo od svojega podpornika in tudi pomembnega člana administracije Ilona Muska. Poglejmo to. Well, I'm going to buy because, number one, it's a great product, as good as it gets. And number two, because this man has devoted his energy and his life to doing this. And I think he's been treated very unfairly by
a very small group of people. Because he's able to find billions and billions and billions of dollars of fraud and waste and all of the things. I mean, our country is going to be very strong very soon because of a lot of the things that he's done. Lej, mislim, da je sporna promocijska poteza, zaradi katere se Američani v veliki meri sprašujejo, kdo v resnici vodi državo oziroma Belo hišo. Ne pozabiti, Musk je Trumpu za kampanjo doniral $270 milijonov, to je za slovenske razmere težko predstavljiv denar, s tem bi bil že samo s to donacijo bi bil čisto na vrhu najpremožnejših Slovencev, ima milijardne pogodbe z ameriško administracijo, predvsem za te vesoljske programe, sploh pa glede na geostrateške razmere, ne, kar malo ponesrečen timing za to. Ja, pri čemer naj poudarimo, da je Ukrajina pravzaprav te dni dala signal, da je pripravljena na premirje. Amerika je dala jasen predlog 30-dnevnega premirja, ki pa ga je včeraj Rusija pravzaprav uradno tudi zavrnila. Rusi pravijo, da bo to samo 30-dnevni premor za izčrpano ukrajinsko vojsko. Poglej, tudi Putin hodi naprej okrog v vojaški uniformi, mislim, da je bil tam v regiji Kursk in je vojakom ukazal za vzetje dodatnih ozemelj, pa tudi prišel je z nekim seznamom svojih zahtev, pod katerimi bi razmislil o miru in je dolg, med drugim, da naj jim predajo Ukrajinci Krim, Donetsk, Lugansk in še 2 dodatni regiji, da nepreklicno odstopijo tudi od približevanja k NATO in potem so tu šele recimo pač Evropa z pogovorom o sankcijah, zamrznjenih 200 milijardah ruskega premoženja in tako naprej. Ja, tukaj skratka tudi ta mir v Ukrajini se nekako oddaljuje, lahko samo upamo, da morda vendarle iz tega nastane še kakšen korak, oziroma da morda Donald Trump pride do kakšnega preobrata, kot se je do zdaj kazalo. Meni je ta teden tako spominjal, da je dinastija Trump vzela premor od tega, poslala svoje pogajalce tja v Saudsko Arabijo, da se kaj dogovorijo z Rusi, pa tako naprej, ker tudi Trump Jr., sicer najstarejši sin Donalda Trumpa, je na nek način zganjal turizem. Ne prvič, da je šlo Trumpovo omrežje v Beograd, Jared Kushner, njegov zet, Trumpov, ima tam že milijardno investicijo v hotele, tokrat pa še Donald Trump mlajši. Poglejmo še par utrinkov tega. Razgovarat ću o ekonomiji, novim, velikim, rekao bih izazovima, ali i uspesima Srbije u budućnosti. I to su velike i važne vesti za našu zemlju. Živjela Srbija. Doesn't look like the communist bloc architecture that you're so used to in so much of Eastern Europe. Yes, exactly. It's totally new. How many units is there? Ja, evo, Trump mlajši, neka taka shujšana verzija J.D. Vance. Ja, res, vse. Bradica je sploh identična. Očitno tak slog tega republikanski trenutno. Ja, veš kaj, tukaj bi si samo eno vprašanje v bistvu postavil. Ali se recimo Trump Jr., ki pa ni politik, no pa se tudi za Donalda starejšega bi lahko rekli, da je v prvi vrsti biznismen, pa potem kaj drugega, zaveda političnega sporočila, ki ga ta obisk glede na specifično dogajanje v Beogradu prinaša. Poglej, poleg Ukrajine, jaz mislim, da seveda v manjši meri, ker je manjša, manj pomembna kot tržišče in tako naprej, ampak tudi Srbija je dolga leta, desetletja v nekem skupnem presečišču velikih interesov. Na eni strani Američanov, na drugi strani Rusije, potem imaš tu še v zadnjih dneh zelo zaostreno retoriko v Bosni, kjer je tudi nek proruski igralec Milorad Dodik. Ne samo proruski, mislim, da se tukaj v Bosni se pravzaprav zadnje dni zelo zaostrujejo razmere, s tem, ko je pravzaprav Milorad Dodik skoraj s tem upiranjem aretacij, oziroma zaslišanjem, celo tožilstvo Bosne in Hercegovine je izdalo nalog za njegovo privedbo na sodišče za pričanje. Ena zaporna kazen ga že čaka uradno. Torej s tem upiranjem temu, pravzaprav de facto pelje Republiko Srpsko na samostojno pot, kar pa bi lahko znova in odprlo, tudi samo buja, v retoriki govori o razmerah, ki bodo na terenu vsak čas podobne, kot so bile ob razpadu Jugoslavije. Seveda to pomeni najbrž potem tudi eno zelo krvavo epizodo. Kaj je bilo ob razpadu Jugoslavije, smo v Bosni že videli, pri čemer je zraven potem še Kosovo. Tako da tukaj so stvari bistveno bolj napete, zato tudi recimo, če se spet vrnemo na začetek, neka treznost Slovenije pri ravnanju
stanju in ravno odnosu do Balkana, kjer smo čisto zaspali, kjer se s tem praktično naša politika ne ukvarja, niti z obrambo, niti z diplomacijo na Balkanu, niti z vsem ostalim. Ne, pravzaprav iz tistega, ko smo želeli postati, ne, Slovenija kot recimo druga Švica, ki bo potem vlagala v Balkan in tam recimo imela neke svoje posle, se dogaja ravno obratno, pravzaprav iz Srbije se zdaj kapital vrača v Slovenijo in srbizira to družbo. In to je nov signal, ta obisk je nov signal, da velesile še kako resno jemljajo Aleksandra Vučića kot igralca, pazi uradno pa, ker to potem napeljem na še eno najno temo, ne, so ga zanimale, ne, predvsem naložbe v nepremičnine, hotele in digitalne medije. Tako je, ne, digitalni mediji niso zanemarljiv faktor in v Sloveniji pravzaprav jih je ogromno, ravno že v tej tudi, lahko rečemo, posredno navezanih na Srbijo. Mi si želimo narediti enega tazga, ki ne bo. V poplavi medijev, ki jih lahko izbiraš, ne, ko pa naenkrat pogledaš takega, kjer bi prebral hkrati kritiko aktualne vlade, pa tudi analizo spodrsljajev opozicije, pa kar naenkrat ugotoviš, da nimaš kam. Ne? Nimaš kam, zato pa z ekipo, ne, z Rokom Čakšem na čelu pripravljamo točno tak medij, ne, ki sliši na ime zanima.me, že to radovednost želimo spodbuditi že zdaj in ta trenutek, ne, ravno to ugotavljamo, da edini način, da pridemo do takšnega medija, je preko razpršenega financiranja, preko ljudi, ne, ki jih te stvari zanimajo, zato ne, če ste med njimi, spoštovani gledalci, vabljeni, da obiščete spletno stran zanima.me in podprete torej ta nov medij v nastajanju. Nekaj drobtinic lahko že zdaj preberete, seveda pa je to zgolj nek manjši delež tega, kar pripravljamo in računamo z vašo podporo, lansiramo že v roku kakšnega meseca približno. Ne? Ja, hvala vsem, ki ste že na barki in seveda hvaležni bomo, če na krov povabite še koga. Gre nam za pravo stvar, gre nam za neodvisen medij, ki bo brez stricev v ozadju. Ampak seveda zgolj v primeru, da bo te vaše podpore dovolj, tako da tukaj ne čakajte. Bodite med tistimi, ki so dovolj pogumni, da projekt podprejo v samem nastanku in so tisti, ki so zraven povsem od začetka, ne? Tako da to vabilo res velja prav vsem. Ne? Tako, mi pa v ozadju že pridno delamo na tem, da vas seveda ne razočaramo in upravičimo vaše množično zaupanje. Ja, še kar nekaj zgodb, ki jih občasno načenjamo v Safariju, pa še več. Včasih imava kakšno skušnjavo, da bi že danes razkrila kaj, kar še malo čaka. Ne? Skratka, marsikaj čaka, ne, da malo napovemo, ampak torej, zaenkrat zbiramo vašo podporo, ko je bo dovolj, lansiramo portal Safari, pa že prihodnji teden, kar dvakrat. Tako, v torek bo spet bonus. Bonus in v petek potem redna epizoda, tako da ne zamudite, naročite se na naš kanal, če še niste, in nas posledite na družbenih omrežjih, da boste sproti na tekočem z dogajanjem. Lep pozdrav čez nekaj dni.